Kdo letos sestavlja slovensko reprezentanco, ki bo odpotovala na svetovno prvenstvo? Ja, letos imamo dve ekipi, dve dvočlanski ekipi, se pravi 4 punce v kategorijah hip-hop parov pa freestyle parov. Za freestyle pare bosta to zdaj že kar tradicionalno Špela pa Liza Bančič iz šolskega športnega društva Lok Dragomer. Za hip-hop par bosta pa Maša Tekavc in pa Nastja Šturm iz športnega društva Pom-Pom 2000. Kakšni pa so dosedanji uspehi teh tekmovalk na svetovnih prvenstvih ter na tekmovanjih nižjega ranga? Ja, Špela pa Liza sta svetovni prvakinji, pa imata potem poleg tega še eno srebrno pa eno bronasto medaljo svetovnih prvenstev, tudi več naslovov evropskih prvakinj. Maša pa Nastja pa medalje svetovnega prvenstva še nimata, to bomo letos prinesli domov. Sta pa pač večkratni državni prvakinji, pa tudi članici reprezentance lanske, pa tudi izpred nekaj let nazaj, tako da sta tudi, bom rekel, redni članici slovenske reprezentance. Kako pa potekajo priprave na svetovno prvenstvo? Kdaj so punce začele s treningi? Ja, bolj kot ne te punce sploh nikoli ne končajo s treningi, trenirajo ves čas. Zdaj bolj intenzivno prav za to tekmovanje, za svetovno prvenstvo, bomo rekel, se začele nekje tam po novem letu trenirati in se seveda te treningi in priprave stopnjujejo vse do odhoda na svetovno prvenstvo. Ta bo 20. aprila, tako da v tem času so zdaj te treningi, priprave zelo intenzivni. Med drugim Špela pa Liza se čez dober teden srečata s svojo trenerko iz Amerike in bojo v bistvu en teden imele res tiste prave priprave, treninge intenzivne po več ur na dan, vsak dan, tako da je to res tisti ciljni finiš pred odhodom. Se pa najbrž z dobrimi občutki odpravljate na svetovno prvenstvo glede na dosedanje uspehe in pa trdo delo? Ja, vsekakor, drugače, ko se vračaš na svetovno prvenstvo po letih, ko si osvajal medalje, in to zdaj že kar 2 leti zapored, naslove svetovnih prvakov, drugače te tudi ljudje, rekel, gledajo, vejo, kdo je Slovenija na cheerleading zemljevidu, vejo, da nismo neka država, ki, bom rekel, nima razvitega tega športa, tako da se nas sigurno tudi malo bojijo. Kaj pa vama pomeni to, da sta sestri, ali kdaj trenirata doma ali je to ponovadi vedno v telovadnici? Ja, večinoma je v telovadnici, če pa nimava rezervirane telovadnice ali pa ni prosta, potem pa si doma narediva prostor, pa tudi doma malo potrenirava. Pa je to prednost ali slabost? Je več plusov ali minusov? Ja, če bi naj vprašali kakšne 3 leta nazaj, bi v bistvu trdili, da je to slabost, da so sestri in da nočejo nikoli skupaj plesati, ampak zdaj po tolikem času smo pa vesele, da sva, ker je lažje z usklajevanjem, lažje je tudi trenirati, če nekoga poznaš, mu zaupaš in enostavno je lažje, je to velika prednost. Najbrž pa se veselite tudi evropskega prvenstva, ki bo letos potekalo v Sloveniji, in če bo rezultat na svetovnem prvenstvu dober, vam bo tam še lažje. Ja, v bistvu, ko mi čakava obe dve tekmi, na evropskem bo pa itak nekaj posebenega, ker je v Sloveniji in ko mi čakava, da se predstava na domačih tleh. Ja, poleg tega imamo pa letos na evropskem cilj, da osvojiva naslov evropskih prvakinj še v jazz kategoriji, ker je to v bistvu edina zlata medalja, ki nama še manjka, sploh iz evropskih prvenstev, in želiva to narediti na domačih tleh, da tako zaključiva tudi evropsko zbirko. Kako pa je s financami glede svetovnega prvenstva? Ali se vse financirate same? Ja, večina je še zmeraj na najinih starših, tako da imamo veliko srečo in se ima ob tej priložnosti tudi zelo zahvalva, da nama to omogočata. Poleg tega pa veliko naju financira tudi klub, nama veliko pomaga. Kakšnih resnih sponzorjev pa zaenkrat še ni. Letos sva pa tudi ena izmed 20 finalistk izbora Mladi upi, ki ga podpira zavarovalnica Triglav, tako da vabva vse gledalce, vse, ki vidite tale filmček, da glasujete za naju in nama omogočite še nadaljnjo treniranje. Izvedel pa sem, da vajina trenerka letos prihaja celo iz tujine, ali to drži? Ja, res je, to je Jessica Woltz,
Ona nama je letos sestavila točko, nama poslala filmčke, mi da so se to točko naučile in zdaj nazaj pošiljava filmčke s treningov, potem se skupaj slišimo po Skypeu, kjer se pogovarjamo še o zadnjih detajlih. 7. aprila pa pride k nama za en teden, bomo imeli intenzivne priprave in potem se zopet vidimo na svetovnem prvenstvu, kjer naj bo spremljala pred tekmo na tekmi. Kako pa je trenirati tako nadaljavo? Je težje kakor prejšnja leta? Ja, v bistvu se mi zdi, da je enako. Mislim, da itak same trenirava vsak dan, tako da same zvadva, kar je potrebno. Potem nama pa Jessica pove samo še njeno mnenje in potem še pač zvadva to, kar ona reče. Sta edini v Sloveniji, ki imata cel komplet medalj svetovnih prvenstev in letos imata možnost, da osvojita še eno. Kako se vama to zdi? Ja, v bistvu je to nek dodaten pritisk za naju, ampak hkrati nam pa daje tudi neko spodbudo, da pokaževa, da sva še zmeraj enako dobro oziroma da sva še boljše in dobiva še kakšno novo medaljo. V paru se letos prvič odpravljate na svetovno prvenstvo in sicer v hip-hopu. Kakšna so vajina pričakovanja? Ja, mi dve greve tja pač odplesati, koliko znave, z vso energijo, uživati, predstaviti Slovenijo čim boljš, upave na dober rezultat, ampak pač nočve na glas govoriti, no, preveč kaj bi rade. Koliko časa pa že trenirate skupaj kot par in kaj ste dosegli na dosedanjih tekmovanjih? Kot par trenirava skupaj že 5. leto zdaj. Pač sva državne prvakinje, pa na evropskem sva bile 2-krat tretje, tako da zdaj čas, da se še na svetovnem preizkusva. Kdaj ste pa začeli prav priprave na svetovno prvenstvo oziroma ali je bilo to že sproti brez premorov in kolikokrat na teden trenirata? V bistvu sve začele po rompomponu. S koreografijo. S koreografijo, ja. Trenirale sve pač plesno pa tako že prej. Drugače pa treninge, nekako vikendi, da uskladive, ker imamo še z ladijskami treninge čez teden. Če kdaj ne more, tudi zjutraj se dobive, no. Tako da probave čim več izkoristiti. Sta vajino letošnjo točko že prikazali ali jo bomo premierno videli na svetovnem prvenstvu? Ne, na Ljubljana Open sva en del odplesale, zdaj bova na košarkarski tekmi odplesale celo, pa potem še na Froksu.